Hvala vsem, ker ste v živo prišli naju poslušati z Lučko. Lučka, tudi hvala vam, da ste se odzvali na moje vabilo. Hvala za vabilo. Načeloma bi mogla to posneti v mojem studiu v Ljubljani. Tako sem si tudi jaz vedno zamišljal, ampak tudi tale pot je bila prijetna do Gornje Radgone, tako da sem vesel, da se tukaj srečava. Ja, Radgona je zakon, enkrat na leto nič ne škoduje, če smo izven Ljubljane ali pa v mojem primeru izven Gorenjske. Ja, jaz bi v bistvu tako začel, dosti gostov na svojem podcastu vprašam eno vprašanje, ki se mi zdi zelo pomembno ali pa tako ilustrira človeka pa njegovo razmišljanje o človeštvu in naših izzivih. Pa bi vas vprašal nekaj, kar verjamem, da vem, kaj je odgovor. Kaj je največji izziv človeštva v 21. stoletju po vašem mnenju? Ja, seveda izzivov je veliko, tudi okoljski so med njimi, ne, tudi socialni, neenakosti in podobno, ampak največji izziv za moj okus je, kako ljudi premakniti z ene točke, ki jaz rečem, da danes ljudje imamo sami sebe najrajšne. V to stanje smo prišli, ampak to stanje ni vzdržno. Ne? In ko bomo enkrat razumeli, da je še kdo drug od narave do sočloveka enako pomemben, potem bomo začeli tudi probleme reševati. Zaenkrat jih pa s tem, ko bomo sebe najrajši samo ustvarjamo. A vas prav razumem, da govorite o individualizmu, pa tej sili, ki se je mogoče zadnjih 50 let, 70 let močno postavlja v ospredje, ne? Se pravi, da zelo individualno gledamo. Ja, individualnost je sigurno ena stvar, ki je spodbujena. Potem je seveda tukaj potrošništvo, ne, ko se ne bi ničemur odrekli v korist skupnosti, recimo, če gledamo gonilo podnebnih sprememb, ki so izziv, je točno to, ne, da trošimo vse več. Ampak trošimo zato, ker sebi dejansko s tem ugajamo ali pa delamo užitek. Tako da ja, marsikaj je povezano s tem, ne, da pa seveda še ena pomembna stvar, no, kjer tudi vidim, da je problem, da imaš sebe najrajše nepripravljenost spreminjati se. Ne. Najlepše je kar tako po starem, ne, in iščemo pri marsikakšni stvari v življenju, ne samo pri okolju, nekih novih stvari ne bi, ne, dokler ni nujno. Ker nam to seveda spet nam samim ponavadi povzroči nekaj nelagodja. Ne. Na sebe imamo pa najrajš, ne, zakaj bi si to privoščali? Ja, pa nimamo radi neugodja, ne, to... Ja, no, vse s tem je veliko povezano. Namreč, zakaj to govorim? Ne? Ponavadi, ko se pogovarjamo o prihodnosti okolja, podnebnih spremembah, recimo, vedno slišimo te floskule, koga imate najrajši, ne, uradno, ja, otroke, ne, pa vnuke. Ne? Če bi to bilo res, ne, potem bi se da svojimi dejanji omogočili normalno prihodnost, normalno podnebje, normalno okolje. Pa tega ne počnemo. Ne? To se pravi, nekaj o tem, kako imamo radi svoje potomce, ne drži. Podnebne spremembe, ne? Kako bi vi to problematiko razložili petletniku? Petletniku bi seveda rekla, da je Zemlja zelo velika, da na videz en človek seveda proti Zemlji je manj kot mravljica proti slonu, ne? Ampak ljudi je vedno več, pa seveda tudi živimo vedno bolje, ne? In to, da to vzpostavljamo, rabimo bistveno več energije kot nekoč, ne, svojo energijo bi vpletla, potem bi razložila, da je energij več vrst, ampak ta, ki jo mi trenutno uporabljamo, je žal napačna, ne, je fosilna in da s tem, ne, ko nas je več in ko živimo bolje, z napačno energijo seveda spreminjamo podnebje. V tem stilu, ne, težko bi pa seveda začeli z kakšnimi toplogrednimi plini pa absorpcijo seva, ne, to za petletnika ni. Ampak občutek, da ljudje smo pomembni, ne, ker ravno to je ena od protitesa, ne, češ kaj bo človek proti Zemlji, ne proti vesolju, saj mi smo drobtince, mi nismo nič krivi, mi nič ne moramo. To enostavno ni več res. V 21. stoletju je ravno, no, včasih rečem v 21. stoletju tudi nova geološka doba, ne, antropocen. Ravno to je značilno, ne, za to stoletje, da je človek močnejši kot narava, ne? Čeprav rečemo, narava vedno zmaga, ne? Ampak ta hip smo mi ta planet sposobni uničiti. Definitivno. Ne? Ampak verjetno uničiti zase. Planet bo še vedno obstajal, sam nas ne bi bilo na njem. Te so take grozne teme, ki jih človek seveda misli,
da jih po drugi svetovni vojni ne bomo več o njih razpravljali, ne? Ampak ko začne rožljati Putin za jedrskim orožjem, pa ko potem se štejejo jedrske konice na zahodu ali pa še kje vmes, te grožnje dejansko postajajo vse bolj realne. In človek si reče, ne, mogoče je tudi en problem tega sveta, da ga vodijo stari ljudje, ne, beli moški, stari tam okoli 70 let, tem verjetno res ni veliko za prihodnost, ne, in verjetno tudi oni so predstavniki tistega sloja, ki imajo sami sebe najrajše. Pa ste načeloma optimistični ali pesimistični, če govoriva o naslednjih 50 letih? Ja, seveda ostajam realist, bom rekla, niti ne, to ni ne eno, ne drugo. Namreč eno pozitivno izkušnjo nam pa daje zgodovina. Človeštvo se je že večkrat znašlo v zelo slabi koži, ne? Recimo, če se spomnimo bolezni, ne, pa razne koze, pa kolere, ne? In tik pred tem, ko bi šlo zares, so si začeli roke umivati, ne? Ker se je izkazalo, da če roke umiješ, pa ljudje ali pa vodovod recimo izboljšaš. Ne vem, ko so začeli zidati sem pa tja hiše, se ni dal nikamor pridati, recimo je Marija Terezija rekla, katastr ne bo, ne, prostorsko urejanje ne bo, ceste morajo, kaj hočem vedeti. Vedno smo se izvlekali, ne. Ampak zadnji hip in z veliko kolateralno škodo. Ne? To se pravi, tudi iz podnebnih sprememb se bomo, ampak zakaj bo ob tem recimo pol človeštva imeli slabšo kakovo življenja, da kaj hujšega ne rečem. Ne, sem upala, da recimo v 21. stoletju, ko je znanost z modeli pokazala, kaj bo, ne? Oni niso vedeli, ne? V 15. stoletju pojma niso imeli o bacilih. Mi pa vemo, ampak gremo po točno istem vzorcu, čaka do zadnjega, ko bo kolateralna škoda, se bomo pa znašali. Ne? To je ena taka frustracija, ne? Da pravzaprav in znanost, in psihologija, in komunikacija nista naredila v tem stoletju tega, kar bi morali. In vse, kar veste, vse, kar imate v svoji analizi, a bi rekli, da čez 100 let obstajamo še kot človeštvo, kot vrsta na planetu Zemlji? Vedno najde življenje pot, ne? Ampak obstajanje za slabo kvaliteto življenja ni nobeno obstajanje. Ne vem, recimo, imamo vse sorte projekcije, kako se bojo recimo bogati lahko prilagajali, kako si bojo bogati hladili stanovanja, kako bojo reveži seveda umirali v vročini in podobno. Ne tako preživetje, da tam neka kasta preživi, ali pa recimo sever, kjer bojo mogoče boljši pogoji, to je preživetje vrste, ni pa preživetje kulture. Zdaj, če smo pri otrocih, če bi jaz to vlogo igral danes, 5-letnika, omenila sva fosilna goriva, pa zanimalo bi me, kdaj smo kot človeštvo, kdaj je znanstvena skupnost dojela, kakšne so posledice za planet, če uporabljamo fosilna goriva oziroma ogljik je problem, če jaz prav razumem. No, ni samo ogljik, ampak glavni problem je ogljik. Kdaj smo to dojeli? Oziroma začeli se je nekako tam mogoče v 60 letih prejšnjega stoletja in prvi briefing, to se pravi politično sporočilo, takrat je bilo seveda to dosta, kako bi rekla, tajno, je bilo mišljeno dati predsedniku Kennedyju leta 1963, točno en teden po tistem, ko je bil atentat na njega. Tako da november 1963 je znanost več ali manj povedala dejstva, kasneje seveda Lyndonu Johnsonu, ki je imel pa dosti drugega upravka, da bi se s podnebjem. Potem je to nekako lebdelo med politiki, seveda dokler niso Združeni narodi to posvojili, ali kako bi rekla. Tako da uradno, ko so se Združeni narodi tudi opredelili, da podnebne spremembe so grožnje, je bilo pa zanimivo, zelo blizu nas je ta dogodek zgodil v Filahu, v Beljaku, je bila prva taka konferenca leta 1978, in leta 1980 je pa čisto vsak politik imel na mizi listek, podnebne spremembe bodo še slabše, če in to ne narediš. Znanost je pa potem seveda precizirala, koliko bo to, kako je treba, ampak glavno sporočilo znanosti, recimo leta 70, javno leta 80. Tako da, če bi letence so zelo jasne. Kaj pa, Lučka, če nič ne naredimo drugače, gremo tako naprej, kakor živimo, kakšne so dejanske posledice? Zdaj seveda to
te posledice računamo, ne, in ta črni scenarij, če bi temu tako rekli, je, da začnemo oziroma nadaljujemo kurt fosilna goriva kot do zdaj. Ne. Včasih je bila ena taka, bi rekla, krilatica, da bo nafte zmanjkalo. Ne. Potem so govorili, da bo premoga zmanjkalo. Ne. No, to žal ni res. Ne. Te robe, če tako rečem, je za premoga vsaj za 200 let. Se pravi, ta črni scenarij ima neko premogovno, če tako rečem, osnovo, ne. Kar pomeni, ne, da bi recimo, če mečkam kakšno številko tako skromno povem, no, CO2, ki sva ga omenjala, ne, recimo, ko sem bila jaz diplomant, oziroma ko sem jaz imela izpit iz meteorologije, prvi je bila koncentracija 350 delcev na milijon. Ne. No, potem so leta minila, danes je 420. Ne. Zdaj, če do konca stoletja kurimo naprej, ne, nafto in tako naprej, oziroma premog, pridemo do 900. Do konca stoletja. Ja, do konca stoletja. Ne. Zdaj 900 pa pomeni temperaturni dvig globalen tam 4 do 5 stopinj, lokalen, ne, to moramo razumeti, da mi nismo v povprečju svetovnem, je še cel Pacifik, ne. Ker zdaj recimo rečemo, da moramo ohraniti kritično temperaturo na 1,5, potem bo pa vse še v redu. To 1,5 je Pacifik zraven štet. V Sloveniji imamo že 2,7, ne? Toliko varnosti mimogrede. No, skratka, teh 900 pomeni 5 globalno, zdaj pa za Slovenijo je to 7, za Švedsko je to 11, za Arktiko 12. Skratka, kaj pa to zdaj pomeni za živa bitja, pa ne vem. Mislim, tukaj tudi biologe, če bi jih vprašali, v tako kratkem času, tako velik dvig, kaj preživi, kaj ne. Mislim, da ni jasnega odgovora. Definitivno pa je, da se nam zoži prostor ljudem bivanja, ne? Ker to pomeni dvig morske gladine recimo za kakšne 70 centimetrov. S tem imaš takoj 300 milijonov ljudi, ki nimajo kam stopati, ne, dobesedno. Potem imaš recimo tam enih 300 dodatnih, ki nimajo več pitne vode, ne, ker ljudje si predstavljajo tako, morje se bo dvignilo, recimo, pa bo pa prišel do mojega praga, no pa bom pa odšel. Ne. To ni res, mesta postanejo disfunkcionalna zaradi tega že bistveno prej, ker ta voda pod tabo vdre v podtalnico in ti iz pipe začne slana voda ven teč, ne. Skratka, zgubiš pitno vodo, zgubiš zasoljevanje, tako se zgodi. Tako da ja, težko je reči kaj, ampak definitivno je to ta scenarij, da preživijo res tisti, ki se bojo najbolj prilagajali, čist po Darwinu, ne. Najbolj se bojo pa prilagajali verjetno tisti, ki bojo bogati, ne, in bojo najdli si, ne vem, ne planet B, ampak mogoče otok B, ne. Mislim, to žal so vprašanja zelo pomembna, ampak imeti en znanstven odgovor na nje pa ni možno. Kaj pa je možno narediti, recimo? Kaj so neke koraki, ki bi jih mogli začeti delati danes, da se izognemo temu najbolj črnemu scenariju? Seveda začne se vse pri ekonomiji, ne? Ker ekonomski model rasti nas je v to spravil. Ne? Če ne bi takrat ta nesrečen ekonomist bil zaprošen iz strani ameriške vlade v času gospodarske krize, ne najde nekaj optimističnega. Ne? Tako kot prejšnja okrogla miza smo mogli nekaj optimističnega povedati. Takrat je vse šlo maloro v Ameriki in so bili ekonomisti naprošeni, ne imajo pa nekaj, kar bo vlivali. In so se spomnili bruto družbeni proizvod. Ne? Ker bruto družbeni proizvod, ko raste, pomeni, da je veliko finančnih transakcij. To ne pomeni, da ti gre dobro, ne? Ker finančne transakcije nastajajo tudi, kaj poplava, takrat morajo vsi nekaj zidati, pa kaj potres, takrat GDP naraste, da to ni res, ne? Ker se veliko denarja vrača. Kakorkoli že. To je bilo dobro mišljeno, ne? V Ameriki takrat GDP šel gor, oziroma BDP, ampak se je to prijelo. Ne? To se je prijelo svetovno. Ne? In zatem je prišel seveda ta ideja, da mora gospodarstvo rasti in se je vsa sociala, vsi transferji od šolstva do zdravstva vezalo na to. Ne? In se še danes veže. Kar je pomenilo, kupuj več, čim prej to vrš proč, ker boš novo mogel kupiti, pomenili je nizko kvaliteto proizvodov, pomenili je selitev v tam, kjer so delali ceneje, no? Da ne rečem v Azijo. Skratka, ta model, da moramo ves čas trošiti, čim več trošiti, nas je seveda pripeljal v to, da je en ogljični odtis, ki je bil mogoče naših dedov, če rečem, tono,
CO2 na leto je prišel do 13 ton. Pri tistih, ki so pa bogati, pa grejo 10krat z avionom, pa ki imajo, ne vem, velik avto, imamo pa 20 ton. Ne? To so številke, ki so čist izmerljive. Ekonomski sistem rasti je treba najprej spremeniti v nek drug ekonomski model. Ne? Zdaj ekonomisti jih imajo 20 na zalogi. Krožno gospodarstvo recimo je en model, ki ga Evropska unija in če se blazno forsirala, vse je bilo krožno. Ne? Kaj je to? Ja, krožno gospodarstvo, ki seveda bi še vedno imelo rast, ampak ne materialno rast. Ne? Da bi ti več zaslužil, ni treba, da skoplješ več železove rude, pa več plastike narediš, ker bi to recikliral, ker bi bil dizajn drugačen in bi bile stvari dražje, manj bi jih bilo, bi bile pa bolj kvalitetne. Ne? S tem bi imeli, še vedno bi ljudje služili, ampak narava bi imela manj, kako bi rekla, manj bi bila obremenjena, ne nazadnje tudi z odpadki. Potem seveda so modeli odrasti, ne? Se pravi, da je treba dejansko razporediti denar drugače, da ne bom rekla bogatim vzeti, pa revnim dati, ker ni čisto tako. Ne. Skratka, ja, so drugi modeli, ki pa seveda za sabo potegnejo tudi prerazporeditev politične moči. Ne, če je danes najmočnejša Amerika, pa potem tako je Azija, ne, pa nekaj Evropa tam. Ne. Ko bi se to obrnili, bi verjetno ne bom rekla, njih kontinenti pa države, mogoče določeni lobiji izgubijo, drugi bi seveda pridobili in seveda tisti, ki bi izgubili, to bremzajo. Ne? Skratka, ko zamenjamo ekonomski sistem, potem bomo pa šele lahko se pogovarjali o solarnih kolektorjih, pa ne vem, o hidroenergiji in tako naprej. Ne? Ampak z tega konca štarta, zdaj bomo pa mi tako živeli kot do zdaj, ampak moj avto ne bo več na nafto, ampak bo na elektriko, to je pa brez veze, ker kaj, še vedno bomo imeli kolone od Ljubljane do Portoroža, samo električni avti bojo ostala, ne? Ja, to je pa jaka razlika. Mislim. Ja, se mogoče greva lahko malo v to bolj debatno verzijo podcasta, ker jaz sem pa, dobro, ne bom rekel, da sem na drugi strani, ampak kakor gledam zgodovino, pa kakor poznam, je tehnologija, ki je prišla iz tega, da so ljudje bili produktivni, rešila veliko težav. Ne? In zdaj, ko ste omenili električne avtomobile, ki so še vedno v koloni, lahko dodamo še eno tehnologijo, recimo samovozeče avtomobile. In jaz nisem lastnik tega avtomobila, ampak si ga delim z drugimi in zmanjšam obremenjenost cest in je manj kolona. Tudi bi izhajali iz kapitalizma ali pa istega načina razmišljanja. Ne? Ker to, kar ste predlagali, ste me v bistvu presenetili, ker ste rekli, treba je zamenjati ekonomski sistem, kar se mi zdi... Ta nas je tja pripeljal. Sem mislil, da boste rekli, moramo obnovljive vire začeti. Tudi, ampak to je na koncu. Tudi pri hiši je tako, ne? Hišo je treba najprej izolirati, popraviti, vse zamašiti, kjer izgublja. Ne? In taka hiša bi tak potem se ogrela na 500 litrov nafte, ne? V končni fazi, ne pa na 3000 litrov nafte. Potem pa kolektor, ne pa najprej kolektor, pa imeti preveliko hišo, ki pušča, mislim, to ni logike. Ne? Določen je redosled korakov je nujen, ne bo začel na koncu. Ne? Ja, zdi se mi tako v praksi, ne vem, saj z te točke praktično nemogoče to narediti. Ne? Z vsemi temi, ki ste rekli, moč je koncentrirana, lobiji so, nekdo ima velik interes, da je sistem takšen, kakršen je zdaj. In po moje prostovoljno se ne bodo odmaknili pa rekli, zdaj bomo pa imeli mi krožno gospodarstvo, ker... Ne bodo. Ne. To je pa zdaj tukaj, kjer smo, ne vem, ti, ki se ne bojo umaknili, če jih tako imenujeva, koliko je teh? 500? 1000? Je odvisno, koliko velika moč vzeme vas. Ampak en promil, recimo. Pa rečemo, da jih je 100 000, teh, ki se ne bi umaknili. A mi 8 milijard 400 smo pa kaj, opazovalci. Ja, mi jim dajemo moč, ne? Ja, seveda jim mi dajemo, kaj pa če jim ne bi dali, ne? No, ampak vsakič... Veste, jaz vedno rečem, ne, recimo, odkar so trgovine prišle na to, da so bile vse blagajne elektronske, ne? Oni točno vejo v trgovini, koliko so prodali danes take vrečke, koliko pa v njih niso prodali. So rekli, teh nismo prodali, ne bomo več naročili, ne? To se pravi, mi za svojo potrošnjo usmerjamo, kaj nam nazaj dajo, ne? Jaz bi bila zelo vesela, da bi kdaj recimo tesno izvedli nek bojkot. Ker ko bi ga tesno izvedli, bi ljudje pogruntali, kakšno moč imamo, ne? Ampak ta moč mora pa izhajati večinoma bolj iz znanja,
pa iz prepričanja, ne, da bo zdaj seveda to izkoristila neka politična stranka in bo rekla, dajmo ne, ali pa ne stranka, no, se ni treba, da so politiki, lahko tudi nek ekonomski lobby. Gibanje, ne. Ja. Ampak zato pa rabimo imeti znanje, pa rabimo imeti tudi neko samozavest, da si pravzaprav ne pustimo preveč vplivati od vplivnežev. Ja, ker to sem mislil, če uporabljamo njihove storitve pa produkte, kupimo na Amazonu, ker je cenej, uporabljamo družbena omrežja, kupimo Teslo, ker nam je všeč, ker je dober avto. V bistvu tukaj se zliva moč k tem posameznikom, ki ste jih omenili, ki jih verjetno imate v mislih. Ja, no, ampak to niso, bi rekla, so podprti od nas. No. Tako da mi smo del problema. Najlažje pa seveda reči, da je to izven našega dosega. Že to, koliko smo ljudje odprti, koliko si upamo povedati. Pa, mislim, na vsakem sestanku, jaz mislim, da ima vsak svojo resnico. Po sestanku, potem, ko se dobimo tam na kavi, vsi vemo, kaj bi mogli povedati. Pa nismo, smo tiho, vljudno, ker je to bolj komod, ker imamo sebe radi in se ne bomo zdaj izpostavljali. Zakaj bom zdaj, da bo šef name jezen, pa še ne vem, kdo jezen. Tako da si pa upamo eni spregovoriti prej, eni pa mogoče takrat, ko so v penziji, ko nima več šefa, recimo. Nočemo sprejeti tveganja, ali pa nočemo neudobja v tem trenutku, čeprav bo to mogoče pomenilo na dolgi rok več neudobja, ali pa bo točno to posledica, ki bo pestila naše potomce. Ampak kako to rešiti, kako bi rekel bug? Kako je bug v slovenščini? Računalniški bug. Hrošč so včasih prevedeni. Napaka. Ja, napaka, ja. V našem dojemanju stvarnosti, da zelo težko projiciramo, pa delamo simulacije, ki so dlje v prihodnosti. Danes se bom nečemu odrekel, ali pa ne bom na Amazonu kupoval, recimo, če dam plastičen primer. To je težko doseči, sploh pri veliki masi ljudi, ki so že tako pod stresom, imajo svoje probleme, svoj fokus, zdaj se mora pa še on ukvarjati z podnebjem in to mogoče še bolj velja za države, ki so v razvoju. To bi rad pol tudi eno tematiko z vami odprl na to temo. Ja, seveda, to je ta problem nepravičnosti. Mogoče če sem prej rekel, da je glaven problem tega sveta, da imamo sami sebe najrajši, drugi največji problem je pa, da je življenje tako prekleto nepravično. Ker če gledamo probleme, ki jih imamo okoljske, sej nam nič še ni hudega. Bilo je vroče poletje, bile so poplave, ampak pravzaprav mi nismo izgubili enega življenja. Je pa manj komod za živeti, ampak imamo seveda ljudi, ki niso za podnebne spremembe krivi nič. Celo v negativno smer, ker so pravzaprav ves čas delovali proti temu in jih bo zalilo morje, so ostali brez hrane, se morajo seliti. Tako da tukaj pa je seveda ta moralnost človeka, končnem koncu mi smo moralne živali, smo živali, ja, ampak kaj pa nas loči od res ostalih, mislim, da nek moralni kompas, ki ga imamo, in če me vprašate, kaj je bi tisto, kar bi nas morali spreminjati, je točno to, da se vprašamo kdaj, ali jaz prispevam k tej nepravičnosti še dodatno, ali pravzaprav lahko storim vsaj nič škode, če ne drugače. Tako da s tem ta izguba moralnega kompasa, izguba tega, kaj je prav, se mi zdi, da je to pravzaprav tudi ena strahotna napaka, ki se nam dogaja. In ne vem, če je to posledica mogoče tehnologije, da se moralni kompas pravzaprav vzpostavlja v interakcijah z ljudmi v živo, ne preko ekrana, ne preko telefona, ne preko ne vem česa. Ne vem, jaz bi to zelo rada vedela, kje smo ga izgubili, ampak ni dovolj tehnologija, ni dovolj, kaj se mi splača, moram pravzaprav tudi razmišljati o pravičnosti in zato mlada gibanja poudarjajo, niso več gibanja za podnebje, ampak za podnebno pravičnost, ker naslavljajo bistveno širše dimenzije. Tukaj ne gre samo za to, kdo je kriv, pa kdo ni kriv, kdo nosi več posledic, kdo manj, ne gre za zelo praktične, recimo tudi primere, ki bi jih morali skozi moralni kompas narediti. Kaj je rudar v Velenju kriv, če bo izgubil službo ali pa ne vem, uslužbenec Teša,
ki bo izgubil službo, ko bomo te zaprli. Ne, on ni kriv, ne? Ampak seveda krivi smo mogoče vsi mi, ki to elektriko porabljamo, ne? Bolj kot on. Kar pomeni, da morajo biti ukrepi taki, da seveda se pomaga ljudem, ki jih bojo podnebne spremembe prizadele. Bodi si zato, ker jih bo zalil, bodi si zato, ker bojo mogli zamenjati ekonomski model. Ne? Tako da tukaj pa nočem moralizirati, ampak stvari ne gredo samo tako enostavno in če izgubljamo te komponente, izgubljamo znanje, to je definitivno. Mene boli, ne, da pravzaprav se tudi v tujini, se vedno več govori v šolah, ne premalo podatkov, ampak kritično mišljenje, ne, to moramo poučevati. Ja, ampak kritično mišljenje ti lahko šele ustvariš, ker nekaj znaš. Ne. Kritičnega mišljenja iz vakuma ne bo. Ne. In ko znanje izgubljamo, moralo izgubljamo, ne, potem je res tak lahko pesimistični vidik. Ne. Zdaj ne vem, če sem čisto dobro odgovorila na to, kar ste me vprašali, ampak stvar je resnično zeznena, no, in jo ne morejo reševati en inženir, ne morejo reševati en sociolog, ne morejo država, ne morejo, ne vem, neka politika, ampak dejansko neko partnerstvo, ne, ki ga pa tudi ne znamo več toliko vzpostavljati kot včasih. Ne. V Sloveniji pa sploh ne, ne. Mi smo levi, desni, mi smo družboslovci, naravoslovci, mi smo unik so prisesani na jasli, pa unika niso, nek so podjetni. Skratka, jo ni stvari, če bi tole mizo rekla, imajo eni bele mize, ene črne mize. V Sloveniji bomo sigurno to znali narediti. V času, ko bi partnerstvo pravzaprav mogli biti osnova, ne, za neko akcijo. Ja, jaz lahko povem, da v poslovnem svetu, kjer delujem, če hočemo rešiti nek problem, so eni koraki potrebni pred tem. Se pravi, prvi korak je, da se strinjamo, da problem obstaja. Tukaj imamo že razdeljeno javno, saj svetovno, ne vem, koliko se v Sloveniji, koliko je debate okoli podnebnih sprememb, ampak globalno vidim, da ni toliko vse jasno, da to sploh je problem. Kakšni so vzroki za ta problem? To je drugi korak, ker se tudi ne strinjamo. Je pa tretji korak, kakšna pot je najboljša k rešitvi tega problema. In ko se strinjamo glede 3 točk, potem imamo lahko partnerstvo. Jaz pa mislim, da tukaj že pri prvi, mogoče kakšne 10% populacije recimo ne verjame, da so podnebne spremembe problem. Druga skupina ljudi, ki je pa precej pogosta, saj jaz jo zaznavam, je pa, da podnebne spremembe v današnjem času ne povzročamo mi s svojim delovanjem. Ne? Kako vi to, ta dva, kako bi rekel, te dve trditvi, te dve mnenji napadete z argumentom, proti argumentom? Zdaj, kdo reče, da podnebne spremembe niso problem, verjetno je veliko v Sloveniji, ne? Nima neke splošne izobrazbe, niti splošne razgledanosti. Ne? Tako da to bi jaz mirno pripisovala ignorancija. Ne? Zdaj, glede vzrokov je tako, da seveda znanost ima vedno nek del skepse, ampak kljub vsemu je, tudi danes, recimo prej, ko je bila okrogla miza, je bilo rečeno, da podnebne spremembe in cikli so vedno bili. To sicer drži, ne? In to največkrat mi razložijo, da vse to je že bilo. Ne? Ampak problem je časovna skala. Ja, so bila topla obdobja in so bila hladna, ampak vmes je minil recimo pri ledenih dobah 100.000 let, pri nekih drugih nihanjih, ne vem, mogoče 2.000 let, nam se je pa to zgodilo v praktično 100 letih. Ne? Tako da hitrost, s katero se to dogaja, izključuje druge dejavnike. Namreč zakaj? A veste, ko gledaš, zakaj se podnebne spreminja, zdaj pa govorim kot klimatolog, je približno tako kot policaj. Zgodil se je zločin, ne? Zdaj pa kdo so naši osumljenci, ne? In jih postavimo v vrsto. Če bi sonce se spremenili, definitivno se klima spremeni, ne? Če bi se kontinenti premaknili, definitivno se spremeni. Če bi oceani nenadoma dobili drugo slanost in vse to postavimo v vrsto in pogledamo, a se je sonce kaj spremenil? Ni, ne? A so se oceani kaj? Ne. A je kakšno gorovje nastalo? Ni, ne? In ko na koncu osumljence prečrtamo, ostane več ali manj človek, ne? Tako da to ni. No, človek, ki je povezan z CO2 izpusti. Namreč, a veste, CO2 v zraku se da slediti. Ne, vsaka stvar ima svoj radiokarbonski datiranje, še tako rečem, in CO2, ki je prišel naravno v
Ne? Recimo, če zgori na smreka na Komni, je to mlad CO2, ker ta smreka je 70 let stara. Naš CO2 je pa star, ker je nafta stara milijone let. Ne? Tako da dejansko vidimo proporc, ne? Kaj imamo noter in od kje je prišlo. Ne? Tako da tlele znanost nima nobenih posebnih lukenj, če tako rečem, glede vzrokov. Seveda, kaj pa bo, ne? To, kar smo na začetku vprašali, tukaj pa nimamo mi ravno krogle. Ne? Vemo, kaj bo s temperaturo, kaj bo s padavinami, zdaj, kako bo pa to vse skupaj v življenju, s tem pa in to tudi ne razlagamo. Ne? To, kako grozen, to novinarji razlagajo velikrat, ne mi. Kakšen je pa konsens med vami znanstveniki glede teh dveh prvih točk? Ja, no, o tem verjetno ni 100%. Je tudi zanimivo. Ne? Zdaj, kaj mislite pod znanstvenike? Namreč recimo v Ameriki je bilo zelo, imajo razdelane ne, te metode, kako dvomiti o podnebnih spremembah in so zbrali 11,000 doktorjev znanosti, ne, ki so rekli, da pa to ni tako jasno. Ne. In tam je bilo recimo pol zobozdravnikov. Ja, ne, a veste, zobozdravnik ne bo sodil o tem, pa je znanstvenika, veste, ali pa onka ledvico operira, siguren je znanstvenik. Tako kot jaz ne bom zdaj ven svetovala, ko se zobe popravite, ne. Jaz o tem učim, oni si pa nekako dovoljujejo, da sodijo o tem. Ne? Tako da, če vprašate znanstveniki, klimatologi, je pa konsens, ne vem, ko, ne bom rekla 100%, ker to nikjer ni, ampak jaz sem imela zelo super izkušnjo, ker sem imela krasnega šefa, ki je bil podnebni skeptik. Njega prepričati, on me tudi na konferenco ni pustil, ne, pa kakšne podnebne spremembe. Ne? Tako da bi rekla, zelo dobro vem, kako razmišljajo ljudje, ki so dobro namerni. Tako da ne vem, ne me vprašati za številko, 97, no, če jo moram povedati. Ja, zanima me, kaj se s temi tremi dogaja, pa če bi lahko, ko ste imeli šefa, kaj je bil njegov najboljši argument? Njegov najboljši argument je bil, da nimamo dosti podatkov. Ne? Kar je bilo čist res, ampak danes imamo podatkov dovolj, ker recimo leta 70 ni bilo satelitov. Ne? In ti si sicer meril lahko v Ljubljani na 3 koncih, ampak ne, kaj je Ljubljana napram Pacifiku. Odkar so sateliti, odkar je recimo tudi svetovna, tukaj pa tehnologija svoje naredila. Ne? Zdaj lahko vtipkava, pa bova na Novi Zelandiji videla, je sonček, kaj tema, je karkoli. Ne? Tako da podatki zdaj so, ne, in tako da ta njegov argument je pač izvenel. Kot še marsikakšen drug, ne, ravno zato, ker podatki so. Tudi radiokarbonska metoda, kakšen CO2 imamo gor, pred 30-40 leti ni bila še toliko razvita. Koliko bi bilo pa netočno, če jaz eno trditev, ali pa površno rečeno, da če bomo ustavili produkcijo, pa način, ki zdaj kapitalistično produciramo čim več dobrin, da bomo zmanjšali hitrost padanja ekstremne revščine na svetu. Ker mogoče sem to dodam, kakšen je moj pogled na zadnjih 150 let, da verjetno uničujemo planet, ampak verjetno tudi veliko ljudi iz revščine, te najbolj ekstremne, dvigujemo. Dno se sigurno dviguje. Verjamem, da se vsi ne bi z mano strinjali, ampak tukaj tudi mislim, da imamo podatke. Če vemo, kaj to pomeni, to se dviguje. In mene skrbi tako kot laika, če mi zdaj ustavljamo to pot, kamor gremo, ali pa kako smo hodili do zdaj, da bomo tudi to ustavili. Ja, zdaj ni nujno res, ker dejansko, če gledamo, revščina izhaja iz tega, ker je deloma zgodovinsko pogojena in za revščino imamo pravzaprav danes tudi ekonomske modele, ki točno povedo, kdo je kriv za kakšno revščino. Recimo, danes so tudi izdelani modeli, koliko dolgujemo zahodne države nerazvitim državam, ki jih pestijo podnebne spremembe, ker smo se mi razvijali s pomočjo nafte, premoga, recimo Anglija, tipičen primer. Tudi na kraljestvu oni so profitirali, ker so premog prvi znali uporabiti in so praktično zavojevali pol sveta. In recimo konkretno se ve, koliko bi Anglija danes mogla vrniti denarja, v denarju seveda, to, kar je svojim razvojem povzročila recimo Indiji. Zakaj ne bi pa ta denar za odpravljanje revščine uporabili? Očitno tistih par milijonarjev, milijarderjev, kaj so to biljonari, ta denar je, ne reč, da ga ni.
Mislim, da Se pravi, ni nujno, da se revščina odpravlja samo s tem, da imamo gospodarsko rast, da še več delajo. Ja, jaz nekako... Lahko ta denar, ne bom rekel, da jim poklonimo bankovec, ampak investiramo v njihov razvoj, ki bo odpravil revščino. Ne? Recimo Sahara, večkrat govorimo, imamo problem migrantov iz Magreba, pa Francija ne ve več, kam bi z njimi in tako naprej. Če bi mi investirali v Saharo, da se tam, kjer je tam pa je sonce, tam bi se pa dejansko splačalo narediti v tovarne, ki bi delale solarne kolektorje na solarno energijo. Mi zaposlimo množico afriških beguncev, ki danes prihajajo dejansko v Evropo za iskanje boljšega življenja. Pa še vodo bi lahko imeli, ker bi za isto energijo lahko recimo desalinizirali. To je en primer, kjer je recimo, mislim, da je bil Sarkozy takrat toliko napreden, da je pač to razmišljal. Ampak seveda mi od tega prvi fazi ne bi imeli nobenega profita, ker bi jim mogli zgraditi te tovarne. Ampak na dolgi rok rešimo en kup problemov. Recimo tam, kjer je sonce, bi dejansko dobili možnost izkoriščati solarno energijo, ki jo je bistveno več kot tukaj le. Potresali bi se problema migracij, mogoče lahko bi tam, mislim, mogoče malo sanjaško se sliši. A ni problem so prenosa energije iz enega območja na drugo? Seveda je še, ampak tukaj pa dajmo imeti mal verjeti v znanost, da če bi v to vložili, recimo problem jedrske fuzije, vsi se norca delamo, da to je pa vsako leto še 10 let počakamo, pa bo. A veste, koliko vlagamo v to? Ste se kdaj vprašali, koliko denarja se vloži v te raziskave? Toliko denarja, kot jo v eni uri evropski promet porabi za bencin. To ni resno. Če bi imela Evropa ali pa kdorkoli interes, da dosežemo ta znanstven preboj, je treba to financirati. Pa se ne. To se pravi, če bi se odločili, da bomo financirali, kako se energija prenaša, pa bi tudi to imeli. Mogoče ne prvih 5 let. Ampak treba je nekaj investirati, pa nič od tega imeti, zato da bo prihodnost mogoče boljša. Ampak očitno je to daleč presega. Ja, v tem sistemu jaz ne vidim te možnosti, zato ker kdo bo to naredil, ker ne bo imel interesa. Če pa midva narediva... No, ampak problem je v tem, da niti ne vejo, kaj narediti. Jaz pravim, da fino imeti rešitve, ki jih sicer noben ne mara, ampak mogoče se bo pa kdaj le neka politika streznila, ko jim bo šlo res za nohte in bo to naredil. Najhujše brez nekaj, bi rekla, vizije biti. Bolj neuresničljiva vizija kot nobena, po moje. Ker nekaj je, ko ti začneš o tem razmišljati, vsaj sprožaš miselni tok. Se kakšen drug bo imel boljši idejo, kot da mi tam gradimo solarne kolektorje, da bojo pač Afričani ostali tam. Ampak proces razmišljanja je treba na ta način, ne pa blokirati ga s tem, da dvomamo podnebne spremembe, pa se to ni moj problem. K čemu to prispeva? Status quo, ali kaj? Hočete ostati v 19. stoletju, 18. Ne se to zdi tudi tako, v bistvu je neko negiranje intelektualnega razvoja, če rečeš, to ni moj problem, tega ni, ne vem. Jaz sem radoveden človek, mene bi to že, tudi če bi bilo na sprotni strani, bi me dolgočasilo. Zdaj, če se premaknemo na tematiko kmetijstva, ki smo glih na tem sejmu, a bi lahko malo povedali, kakšne stvari ne delamo dobro ali pa kakšne stvari bi lahko boljše delali pri delovanju hrane? Ja, prva stvar seveda je, da bi mogli začeti hrano ceniti nazaj, ker hrana je postala poceni in ko pogledamo recimo družinski proračun, primerjajte, naredite, kdaj je to računico. Poglejte, koliko damo za hrano, pa koliko damo za avto. Mislim, ali pa koliko damo za kulturo. Tisti tudi žalost. Slovenci damo veliko za avto. Recimo v povprečni slovenski družini, kjer je mama pa ata pa otrok, mama ponavadi dela samo zato, da imamo avto. Ker ni samo bencin, ni samo zavarovanje, ni samo cestnina, ni samo uno. Mislim, eden dela od partnerjev zato, da imamo mobilnost. Hrana je pravzaprav tako pocen pri nas, da včasih, ko vprašaš študente, koliko stane kilogram sladkorja, kilogram moke. Skratka, ponavadi ne vemo, koliko stanejo stvari, ki so praktično prepoceni.
Skratka, hrano je začeti treba ceniti in to seveda z udorom teh nizkoproračunskih, ali kako bi rekla, trgovinskih verig je to nastala. Se prej je bila hrana nek strošek, ki je bil dejansko omembe vreden. Tudi danes je na okrogli mizi lepo povedal, da poceni hrana je hrana izkoriščanja. Nekdo je izkoriščen, če je moja hrana tako pocen, da recimo ena škatla cigaret stane več kot pa obrok celega dne. To se pravi, cenjenje hrane na več nivojih, ne mislim, da moralizirati, ampak tudi cenovno jo ceniti. Druga stvar seveda je, da skušamo to multifunkcionalnost kmetijstva čim bolj upoštevati. Niso kmetje samo zato, da hrano proizvajajo, so, da dejansko ohranjeno krajino, recimo, mene strašno boli, ker sem z Gorenjske in na Gorenskem je bilo veliko planin, čudovitih koncev, recimo Jelovica, vse se je zaraslo, danes si tam in klopi, pa nihče drug. Tam je bilo lepo hoditi, lepo živeti, mimo grede. Skratka, kmet ima zelo pomembne funkcije v krajini in lahko bi imel še pomembne. Moja ideja je bila stalno, da bi kmete pravzaprav lahko zaposlili kot neke, kako bi temu rekla, da ne bo žaljivo se slišali, krajinske komunalce. Lahko bi imel minimalno plačo, vendar bi bila dolžnost kmeta, oziroma kmeta, tega, ki bi bil v državni službi, da pregleda, kateri vodotoki so zamašeni, kaj se je zgodilo, kdo je ilegalno odložil odpadke. Skratka, ne bom rekla policaj, ampak nekdo, ki krajino aktivno spremlja, javlja in seveda v primeru naravnih nesreč in tako naprej še toliko bolj. Potem pa seveda, kako proizvajamo hrano. Tukaj lepa seveda je težko reči, da je v Sloveniji kaj zelo narobe. Velikokrat rečem, da je Evropa nekoliko skrenila za neke logične poti. Karkoli v kapitalizmu ali pa socializmu proizvajamo, običajno dobi ceno, ko je produkt narejen. To se pravi, kmet bi moral biti plačan za žetev, ne za setev. Za subvencijami pa velikokrat pravzaprav opuščamo tisto zdravo kmečko pamet, ki jo jaz vsem globoko cenim, čeprav jo eni precenjujejo, da pravzaprav se omrača po vetru. Če bo subvencija za to, ja bomo pa tole delali. Ampak strateškega pristopa neke nacionalne interesa s tem počasi izgubljamo. To so zelo politične stvari. Zdaj, če me pa konkretno vprašate, kaj delamo narobe, je pa to, da ne uvidimo, da se je okolje spremenilo. In ker je star ata bil ali pa star kmet navajen, da na tej njivi bomo imeli koruzo za 10 krav na hektar ali pa še več, čeprav ima slaba tla in ko pride suša, nima predelka, ampak naslednje leto na isto njivo gremo še enkrat probati isto. Nočemo razumeti, da mogoče, če omenjam živinorejo, ta je zelo občutljiva na podnebne spremembe, ker rabi veliko krme, ker je seveda tudi končen koncev prehrana živali povezana tudi z vzroki za podnebne spremembe. In tukaj bi mogli veliko več znanja, veliko več občutljivosti, veliko več prilagodljivosti upoštevati. Recimo konkretno, en predlog, se spomnim, ko je bil kmetijski minister gospod Židan, je bil, zakaj ne bi vrednotili slovenska zemljišča glede na podnebne spremembe suše v obliki enega semaforja. Prijeli bi zemljišča in zemljišča, ki so idealna, globoka tla, ne rabijo namakanja, evo zelena. Potem so bila zemljišča, kjer bi z namakanjem, pa še s čem ne lahko, fino odskajali, oranžna. In določena zemljišča, ki nimajo perspektive v času podnebnih sprememb, kjer bi jih recimo obarvali rdeče. Isto logiko bi lahko za poplavno varnost naredili. Hiše, ki so zelene in jih ne bo poplavali, pa une, ki jih bo v naslednji ujmi. To je bila ideja. Ne bom niti komentirala kakšen upor. Sama ideja, da bi kategorizirali pravzaprav zemljišča po klimatski ranljivosti. Ker bi bila una manj vredna, pa ker je moje zemljišče bo zdaj rdeče, jaz sem pa šef, lokalni šerif, to ne bo šlo. Tako da ja, to bi rekla računanju, da se bojo stvari nazaj uredile. Ki ga pa seveda podpirajo vsi taki, kot ste vi prej omenjali, podnebnih sprememb. Ni, ljudje nismo krivi, to je cikel, počakaj, čez 20 let bo pa spet, koliko je bilo. Pa imamo nek začaran krog.
Kere človeške aktivnosti pa najbolj doprinašajo k podnebnim spremembam, ker dostakrat sem slišal, sploh v zadnjih letih, da je tudi metan velik problem in to se veliko proizvede v kmetijstvu, a ne v živinoreji. A lahko to malo pokomentirava, kakšni so deleži naših človeških aktivnosti, ki so najbolj problematični? No, zdaj imamo en velik problem tukaj, predvsem zato, ker imamo pač trenutnega predsednika vlade, ki se je lotil v boj proti mesu, jejmo manj mesa in seveda, ker sploh ni tako slaba ideja, by the way, ampak jaz želim, da imamo številke. Zdaj pa številke, kaj naše dejavnosti najbolj vplivajo, pa v slovenskih razmerah teh številk nimamo. In se vedno naslanjamo na globalne številke, neka povprečja. In zdaj seveda, če gledamo v povprečju, zdaj me pa zanima vaše vprašanje, a vi govorite o povprečnem zemljanu ali o Slovencu? Povprečnem zemljanu, lahko pa pol še Slovenca. Zdaj, povprečni zemljan, seveda ima največji vtis v prehranskem delu, pa ne samo meso. Skratka, zakaj? Zato, ker avtov nimamo vsi, z avioni ne hodimo vsi, oblek si ne kupujemo vsi, jemo pa vsi. In seveda, povprečni zemljan je reven, bolj kot mi, in seveda njegov odtis se kaže v prehrani. In potem šele na drugem mestu je bivalni prostor, posebej severnjakov, spet nismo v istem čovnu. En na ekvatorju nič ne kur hiše, en na Norveškem pa verjeten more. Tako da povprečki so... Pol pa verjetno transport ali kako? Tako, na tretjem mestu je pa mobilnost. Potem je pa seveda na četrtem mestu lahko pa globalno gledano potrošništvo. To, da kupam zdaj na sejmu, vse sorte se tam dobi, moški glede v žagice, ki so take, pa dobi še 2 kline zraven, pa tako naprej. Skratka, stvari, ki jih krvavo rabimo, ampak jih znate potem temu? Tudi... No, to so zdaj globalne številke. Ne poznate, dobro. No, skratka, zdaj greva pa na Slovenca. Ja. Zdaj, povprečni Slovenci tudi je vsak dan, ampak mi imamo pa še marsikaj drugega, ker imamo bistveno višji standard. Tako da v ogljičnem odtisu Slovenca je pa skoraj na prvem mestu mobilnost, če potujemo tudi z avionom. To se pravi, kdor ne gre nikamor z avionom, ima recimo približno enak velik odtis prometa kot stanovanja. Če letim, potem gre to, recimo, ti gre vsak teden v Bruselj, tiste bi bilo zakričati, v nekem mesojejo. Skratka, glavni vtis promet, ki je približno enak, zdaj, če ne letimo, hiši. To se pravi, hiša z klimatizacijo in ogrevanjem pa avto nekako se ujameta. Potem imamo pa že kar na tretjem mestu potrošništvo, ki je pa pravzaprav navzgor neomejeno, ampak neko povprečno potrošništvo je to kot avto. Potem pridejo pa ti drobne stvari pri nas, drobne, recimo hrana, ki je v slovenskem ogljičnem odtisu mogoče, da ne bom zdaj pretiravala, med 10 in 15%. Potem je recimo razsvetljava, računalniki, laptopi, tole, Potem je recimo tudi javni sektor. Ljudje nikoli ne razumejo, da je en del mojega izpusta tudi semafor, ki tam dela. Pa bolnica, pa šola, to ni zaradi nekih drugih ljudi. Sedaj, mi si moramo prišteti še bolnice mal, pa zdravstven dom, pa gasilce. To je tudi drobnarija, ki je recimo reda velikosti pol hrane. To se pravi, v Sloveniji hrana ni glavni problem, ker druge stvari počnemo. V revnih deželah je pa hrana tista, ki predstavlja. Ampak to je nepravično, da bomo rekli, zdaj pa ti revaš, pa ne smeš mesa jesti. Ampak z mesom veliko prihranimo na zdravju. Tako da jaz sem absolutno za to manj mesa. Ker jaz sem očeta vozila tudi, ali smo bili po različnih zdravstvenih ordinacijah, pa žile, pa vedno je pisali, ne jejte rdečega mesa, ker to bo slabo za srce, slabo za Tako da ja, meso ni najboljše za zdravje. Ampak reševati energijsko politiko pa podnebne spremembe preko prehrane v Sloveniji ni glavni vzvod. Naš glavni vzvod je potrošništvo, promet, pa slabo vzdrževane hiše, ki so seveda, bi morali že zdavnaj po vseh direktivah na leto obnoviti 10% fonda stavbnega,
mi pa ne vem, če smo ga v 10 letih 6%. Ne. Tako da ja, ne, tukaj je treba začeti. Ne. Seveda zdaj potrošništvo pa vsi vemo, če nehamo kupovati, ekonomski model se sesuje. Jaz nam nikoli pozabila, mogoče je to zelo zanimiva zgodba, eni se jo spomnite, ko je bil moj kolega Mramor finančni minister v času finančne krize. Ne. Šlo nam je slabo, trojka je bila pred vrati, bil je november, ko je sploh šlo slabo, ne, že proti koncu leta in on je dvignil plače v javnem sektorju. Ne. Takrat so se dvignile in to je bil vse splošno zgražanje. Ne. Kako lahko v času javnemu sektorju dvignete plače? Profesor Mramor je bil samo racionalen. Mi smo imeli takrat obrestno mero, ne, plačevanje kredita precej visoko. Ne. On je izračunal, če novembra dvigne plače, bojo vse ta denar šel v trgovine, decembra za božične nakupe, BDP bo zrasel, tista banka, ki nas je sledila, ne, ali kjer hiše so bile to, ne, so ugotovili, opa, ne, več trošijo in so nam znižali obrestno mero. Pri obrestih smo prišparali bistveno več, kot je on dal za plače. Ne. Tako da neto profit je bil, da smo bolj trošili. To se pravi, ne, mislim, da sem s tem vse povedala. Krasna ekonomska poteza, ki lahko logično deluje samo v tem sistemu. V naravi je pa noro, da bolj trošim, več prišparam. S tem, da vse trgovske hiše imajo ponavadi to. Več, ko kupiš, ne, akcija, več boš prihranil. Ja. In ljudje verjamejo, ne, vsi smo na tihem, wow, ne, sej res. Pa ni res, ne. Fizika ima svojo ničlo, ne, in psihologija pa svojo. Ja, tako. Bi lahko še malo pokomentirala ekološko predelavo hrane, pa ekohrano. Kaj to sploh pomeni v bistvu? Jaz zdaj bolj zase sprašujem, se upravičujem ostali. No, ekološko, sonaravno, trajnostno, regenerativno, tukaj imamo celo vrsto, ne, nekih izrazov, ki pravzaprav nimajo zelo velikih jasnih definicij, vsaj ljudem niso jasne, tudi meni čisto ne, no, ampak kar se tiče ekološke predelave, je dejansko to predelava, ki vgrajuje, bom jaz rekla, v produkt znanje, ne pa kemije. Ne? Ne, lahko pač s kemijo brez posebnega znanja naravo prineseš okrog, lahko pa seveda z znanjem predelaš enako ali pa bolj kakovostno običajno z manj kemije. Ne? To pomeni, da je v principu cenejša pridelava, če tako gledamo, okolju bolj prijazna, predvsem je pa bolj zdrava. Ne? Tako da jaz cenejša v tem sistemu, ko subvencioniramo napačne stvari, ni. Ne? Mi pravzaprav subvencioniramo fosilna goriva. Ne? Zakaj recimo naš Nepan, zdaj, ko imamo nacionalni program popravljen, nenadoma so subvencije ostale. Ne? Vsa leta smo si prizadevali, če želimo podnebne spremembe nasloviti. Ne moramo mi plačevati prevoznikom, da bojo še več nafte. Ne? Seveda, ta lobby se ni dal. Ne? Tako da, ko gledamo cena nečesa, kaj cenejše, je tudi odvisna od političnih subvencij. Ne? Seveda bo ekološko dražje, če noben ne subvencionira, uno je pa subvencionirano. Ne? Ampak to lahko obrneva z enim podpisom, ne? Če se ustrinjamo. Tako da, pojem dražje, cenejše je relativen, bolj zdravo, manj kemije je pa absoluten. Ne? To se pravi, če si potrošnik, bo šel na absolutne stvari, ne pa na relativne. Ne? In začela so pa s tem, da je hrano treba ceniti. Poceni hrana je hrana, ki je izkoriščevalska, ki ima pravzaprav nek slab vpliv tako na okolje, kot na ljudi, ki za tem stojijo. Ne? Pa smo spet pri nepravičnosti, pa pri ekonomskem sistemu, ki dela pravzaprav ljudi vedno bolj revne. Ne? Ker, vedno bolj? Vedno bolj revne v povprečju. Srednji sloj izgublja svojo kupno moč. In to seveda bo tudi vodilo v marsikakšne nemire, ki jih lahko vidimo že pravzaprav po svetu, kar nekaj v razvitem svetu. Ker ljudje niso dobili tega, kar so pravzaprav pričakovali od obljub. In potem je treba iti na cesto, preganjati migrante, preganjati Rome, preganjati podnebnike, že koga, ne, da se vojo pravzaprav frustracijo tam si olajšaš. Ne. Tako da ja, stvari so zelo povezane med sabo. No, in se mi zdi, da če se cenimo, ne bomo si prepoceni hrane kupovali. Ok, kaj pa lahko posameznik, recimo, če vse zaokrožva, kar sva danes govorila, posameznik v Sloveniji naredi,
Ja, da bi naredil nekaj dobrega? več odgovorov je. Ne eden tak pavšalen, ne? Pavšalen odgovor, ki ga dam, če je recimo vprašanje neresno. Imamo dva vzvoda, eno je pometanje pred svojim pragom, ne? Drugo je pa volilna pravica. Ne? Po dvoje imamo, več ne moramo. Ne? Koga volim, pa da za sebe poskrbim. Zdaj seveda, če gledamo pa bolj konkretno, ne, je, pa seveda tukaj ne morem iz svoje kože, ne, znanje o podnebju, znanje o ekološki predelavi je majhno. Ljudje mislijo, da je to nogomet, pa še nogomet bi bili zelo užaljeni nogometni strokovnjaki, pa kolesarski, da se mi na vse spoznamo. Ne. Tega se v šoli nismo učili in se je treba naučiti. Pika, konc. Ne. Tukaj ni debate. Pa ne samo o podnebnih spremembah, ne nazadnje tudi o drugih problemih, ki jih imamo na tem planetu, vse ni samo to. Ne. Skratka, znanje, tukaj nas nihče ne uvira in toliko možnosti, kako se učiti danes, ni nobena generacija v zgodovini imela. Ne. Samo mi uporabljamo internet in telefon za vse kaj drugega, ne za to, da bi pravzaprav znanje poglobili. Tule imamo Slovenci izrazito srečo, spletne strani Arsa so fantastične, pod zavihkom podnebne spremembe najdete vse, kar rabite in še več. Ne? Skratka, ne moramo se tudi zgovarjati, kam pa ne, zdaj se jaz ne spravim to gledati. Skratka, znanje. Ne? Potem je pa seveda tisti program, ki ga jaz o posamezniku ne rada govorim. Veste, mi nismo posamezniki. Govorimo o, ko se temu reče, da ne bom rekla družina, gospodinstvo. Gospodinstvo, tisti, ki se delijo avto, hladilnik, ne, pa kuhalnik, pa tisto pečenko, ne, oni se morajo zmeniti. Oni se morajo zmeniti, kot vi ste rekel. Seveda pri tem rabaš pa motivacijo in izkaže se, da stvari, ki so dobre za podnebje, so ponavadi dobre tudi za denarnico. Da se marsikaj prešparati. Ne. Seveda, plan se pa začne tako, ne, ker nobena družina pravzaprav nikoli ne naredi, pa bi bilo fino, da na koncu meseca damo račune skupaj. Ne. Da enkrat vidimo, koliko je tista mama v službo hodila za to, da imamo avto. Ker tega ne vidimo, ne, ker to se tako malo razdrobi. Skratka, potem imamo pa lahko ambiciozne gospodinstva, ki rečejo 10% na leto, imamo lahko še bolj 20% na leto. Zmanjšati. Zavržena hrana odpade. Ne. Pa smo pridobili recimo v enem tednu siguren za en dan zastonj hrane. Ne. Zavržena hrana. Lahko spremenimo seveda tudi način, kako, kje kupujemo. Ne. Potem imamo tista bivalna izolacijo hiš, zamenjavo okna, neko kredite. Ne. Tukaj se da mogoče prvo leto ne prišparaš, pa prišparaš za to na dolgi rok, ampak brez plana, ne, kaj bomo mi naredili in pa kaj bomo s tem denarjem naredili. Ne. Ker obstaja pa še ena ekonomska zadeva, ki se ji reče rebound efekt, pa nimamo slovenskega prevoda, namreč ko so ljudje prišparali zdaj ta denar, ker so manj se vozili, so šli pa na dopust v Španijo. Zavedam, ja. Ja, tako da tisto, kar prehranamo, vlagajmo v stvari, ki so recimo temu trajnostne. Skratka, izobraziti se, narediti plan. Pa seveda voliti, spodbujati politiko, da bo razumela, da nekdo more to krmilo tega napredka ali pa sprememb tudi odgovorno pelati. Ne pa, da bo samo pač, ko bo nekomu nekaj se zdel kratkoročno naredil. Skratka, vplivanje na politiko, to je pa težko. Ne? Slovenci smo izrazito tihi, mi se ne znamo pogovarjati, mi se znamo skregati, ne? To ni problem. Ampak dejansko pogovarjati se, skušati vplivati na politiko z argumenti, kaj mi hočemo, ne pa z argumenti, kaj mi nočemo. Tle smo fantastični, tega nočemo. Ne? Kaj pa hočemo? Ne? Tukaj pa tudi pri mladih recimo opažam zelo, zelo velike deficite. Ne? Oni vejo, kaj ne bi, ampak kaj pa bi? Ne? Kaj pa bi? In pogovarjati se o tem, kaj bi in dajati konsens, preden recimo nastopiš. To so pa te mehke veščine, ker jih pač je treba vprašati v neki, ki se s tem ukvarjajo. To se da, ne? Ampak je treba tudi vzgajati nekako otroke, da recimo bodo pri tem aktivni. Ravno včeraj sem bila v Evropski hiši, no in tam imajo neko pobudo, da povabijo recimo šolo, kjer otroke naprej vprašajo, kaj so problemi in da otroci oziroma srednješolci predstavljajo svoje ideje, kako rešiti. Ne? Oni imajo ideje in potem ponavadi je vizavi neka
recimo rečemo komisija, ki potem to komentira, to je realistično, to ni. In mladi dobijo moč, občutek moči, da pravzaprav jih nekdo posluša. Tudi če neumne rešitve, jih je 20, če sta dve pametni, ne, smo zmagali. Ja, Lučka, jaz bi se vam res rad zahvalil za čas, pa ker ste šli z mano v ta pogovor. Jaz sem se veliko naučil. Ja, sigurno je tudi v moji glavi to eden največjih izzivov tega stoletja za nas. Ampak ne vem, če sem toliko optimističen, da bomo znali se zmeniti, da je to res velik izziv, pa kaj so koraki. Ne? Zato, ker tudi če individualno pogledava, imamo kdaj občutek, da nimamo dost efekta ali pa moči kot posameznike, ne? In potem noben nič ne naredi. Ne? Torej, to se mi zdi ta problem naše psihologije, da rabimo videti ali pa začutiti efekt naše akcije. Ne? Tukaj pa nekaj naredimo, odrečemo se in ne čutimo tega efekta, vsaj ne takoj ali pa sploh. Ne? Da... No pa potem mogoče bodo čutili to naši otroci, ki jih imamo najrajši, a ne? Ja. Okay. Če ste prej optimistično zaključili, lahko zdaj pesimistično. Ja, tako da hvala tudi vsem, ki ste držali pozornost. Ja. Hvala vam. Ja.